O plebiscitu komentar dneva Miro Petek. Spoštovane, spoštovani. Avstrijci so te dni ponovno bučno in značilno ikonografijo proslavili obletnico plebiscita. Kar Avstrijci slavijo, mi objokujemo. 10. oktober je gotovo eden bolj črnih datumov v slovenski zgodovini. Takrat smo izgubili dobršen kos slovenskega ozemlja. Za natančno zgodovinsko in sociološko analizo je na tem mestu premalo časa. Toda treba je počrtati, da smo Koroško izgubili zaradi Slovencev. Zadnje ljudsko štetje pred plebiscitom je namreč pokazalo, da je bilo v plebiscitni coni večinsko slovensko prebivalstvo in večina Slovencev je takrat glasovala za Republiko Avstrijo. Vzrokov za takšno odločitev je več. Od intenzivne protislovenske propagande, prastrahu pred Srbi, vloge takratne socialdemokracije in risanje lepe podobe Republike Avstrije pred betežno in nazadnjaško jugoslovansko monarhijo. Koroškega plebiscita pa se danes ne bi spominjali s takšno trpkostjo, ako bi bile slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem zagotovljene pravice. Te so bile obljubljene že ob samem plebiscitu, nazadnje pa formalizirane še v avstrijski državni pogodbi, ki je Avstriji ponovno dala status države in ji postavila okvire današnjih meja. Pravice manjšine se še vedno zavestno in sistematično kršijo, zato je domala 90 let po plebiscitu ali skoraj 55 let po podpisu ADP resnično na mestu razmislek o internacionalizaciji tega problema. Koroški plebiscit pa je aktualen tudi danes. Slovenija je v zadnjem stoletju z vsako novo državo vse manjša. Posledice dogajanja okrog leta 1920 morajo biti nauk tudi za današnje risanje meje s Hrvaško. Upamo, da se zgodovina ne bo ponovila. V času plebiscita so glavno besedo imele velesile, zmagovalke po prvi svetovni vojni. Danes usodo prepuščamo v roke Evrope in arbitraži. Res pa je, da nas na koncu te dolge poti do ureditve meje s Hrvaško najbrž čaka še svojevrsten plebiscit. Da le ne bi bil na koncu tako grenak kot tisti 10. oktobra 1920. Lepo pozdravljeni.